Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V Mojstrani so v petek obeležili lep jubilej, 70 let domače gorske reševalne službe. Ta zgodovina pa nam mislim, da je zelo pestra. No. Res je, tako smo napisali tudi v naš zbornik. Stari reševalci so nas pripravljali na to pot, ki smo mi vstopili zraven in res so bili krasni vzorniki, krasni prijatelji in to smo že slišali, da upam, da bomo mi našem lahko to isto ponudili za naprej in da bojo te fantje pa še naprej delali isto, tako kot smo zdaj mi. Da bojo predvsem prijatelji in potem je ta del veliko lažji. Več kot 900krat ste v 70 letih pomagali ljudem v gorah, v stiski. Če se ozrete nazaj na vaš čas, trud, odgovornost in seveda tudi pogumna dejanja. Ja, to je res, veliko je bilo tega dela, 900 akcij, res ni tako malo, ampak se pravim, če te druži prijateljstvo, potem je to zanemarljiv, to je zelo lep del in sploh, če ti nekoga rešiš iz objema gora, da ni preveč poškodovan, sploh, da ne pride do kakšne smrtne žrtve ali kaj takega, potem je to največja nagrada vseh reševalcev, kar nas je. Kakšno je danes vaše društvo? Verjetno ste pripravljeni, da priskočite na pomoč vedno? No, mislim, da naše društvo danes šteje tam 25 aktivnih članov in te fantje so zelo pripravljeni, zelo dobro pripravljeni so pomagati v vsakem vremenu, imamo nekaj letalcev, reševalcev, tako da zaenkrat se v Mojstrani za reševalno delo ne bo treba bati nikomur. Ti fantje so res sposobni, so alpinisti in to gre krasen naprej, zelo lepo. No. Na pobudo GRS Slovenije s sedežem na Jesenicah in reševalne baze za Gorenjski kot so na podružnici SPD Dovje Mojstrana stekle priprave za ustanovitev reševalne postaje. Leta 1946 se je Janez Brojan, predvojni gorski reševalec, udeležil prvega reševalnega tečaja v Krnici. Septembra meseca istega leta pa je podružnica objavila razpis za prostovoljno delo v reševalni službi. 20. novembra leta 1946 je podružnica sklicala ustanovni sestanek, na katerem je bila formalno ustanovljena postaja GRS Mojstrana. Za načelnika postaje je bil soglasno izvoljen Janez Brojan, tajnik je bil Ivan Jenko, kasneje je bil tajnik Janez Svolšak. Postaja je imela naslednje obveščevalne točke. V Aljaževem domu, na Kredarici, v Staničevi koči, Planiki, Radovni, Belci in na Vrtaški planini. Na Jesenicah pa so ta teden proslavili 20-letnico podjetja Kovinar Gradnje ST. Glavna dejavnost družbe je gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki vključuje tako gradnjo novih kot tudi adaptacijo, rekonstrukcijo ali energetsko sanacijo starih objektov vseh namembnosti in za vse kupce, ki se s svojimi investicijskimi potrebami pojavljajo na trgu. Gre za gradnjo tako stanovanjskih, turističnih, upravnih in poslovnih, industrijsko-skladiščno poslovnih objektov, kot objektov za izobraževanje, šport in zdravstvo. 20-letnico praznujemo, ustanovljena je bila firma leta 1996, začetek je bilo zaposlenih 59 ljudi. Tokom razvoja se je firma razvijala v toliko, da je v leta 1996 do 2000 izvajala bolj nizke gradnje, po letu 2000 je pa pričela za izgradnjo visokih gradenj. Z pričetkom izgradnje visokih gradenj so se povečali prihodki, ki so v povprečju narasli na 10 do 12 milijonov evrov. Povprečno 60 ljudi je bilo zaposlenih do leta 2010, ko smo naredili novo sistematizacijo. Takrat smo rešili nekaj ljudi z odpravninami, nekaj so šli pa v zaslužen pokoj in od takrat naprej nas je zaposlenih 45-46 in s to ekipo izpolnjujemo vse zastavljene cilje. Delamo na vseh občinah, po vseh občinah na Gorenjskem, od Kranjske Gore do Železnikov, uspešno.
To leto oziroma lansko leto in to leto predvsem za zasebne investitorje, ker je javnih naročil pač glede na stanje države ni več toliko, kakor jih je bilo včasih. Naredili smo v zadnjem času nekaj zelo pomembnih objektov, od Saksonije, Brinoxa do zdaj do Mela, kjer smo adaptirali upravno stavbo lansko leto, letos pa adaptiramo 15.000 kvadratnih metrov hal na Trati v Škofji Loki. Smo ena, mislim, da še redkih družb na tem območju, ki imamo zaposlene tudi proizvodne delavce in nismo klasični inženiring, tako da smo s tem našo dejavnostjo postali prepoznavni in, bom rekel, zaželeni pri investitorjih. To pokaže tudi dejstvo, da nas pozivajo na razpise in da na nekaterih projektih tudi nismo bili najcenejši in so nam investitorji kljub temu zaupali dela. Oktober je mesec požarne varnosti, zato tudi gasilska društva prirejajo vaje in na njih preverjajo svojo usposobljenost. Prostovoljno gasilsko društvo Podkoren je bilo letos zadolženo za izvedbo meddruštvene vaje, na kateri so sodelovala še prostovoljna gasilska društva iz Kranjske Gore, Rateč in Gozda Martuljka. Traso smo si izbrali tukaj na dvosedežnici, ker vidimo, da je tudi kar nekaj telih objektov lesenih, kjer imajo spravljen snov in podobno, in pa tudi dosti gozdnatih površin. Cilj je bil, da sprobamo zaprto verigo, da vidimo, kakšen je sistem, koliko barov motorke oddajajo, sprejemajo, tako da smo ugotovili, kakšno je dejansko stanje. Vidimo okoli nas kar dosti strm teren, gozdni požari bi bili lahko in nekako smo si probali ustvariti eno sliko, kako to izgleda med tej zaprti verigi in kako cel sistem poteka. Na meddruštveni vaji je sodelovalo 42 članov z vseh društev Rateče, Podkoren, Kranjska Gora, Gozd Martuljek, 8 vozil, 3 motorne brizgalne, tako da mislim, da nam je vaja kar dobro uspela. Vreme nam je majhen zagodil, ampak gledajte, tudi rdeči petelj in nič ne zbira, a je lepo vreme ali ni lepo vreme. Tako da mi gasilci imamo tisti slogan, da praznujemo in pa rešujemo v vsakem vremenu. V Kranjski Gori so imeli tudi društveno vajo. Ja, ker je glih mesec požarne varnosti v oktober, smo se pa še odločili, da naredimo društveno vajo in sicer požar na objektu, kjer smo pač potrenirali uporabo dihalnih aparatov in reševanje ponesrečenih oziroma ujetih oseb v objektu. V tej vaji šlo za eno osebo, ki je bila ujeta, ker je pač prišlo do požara na objektu, pa njegov hišni ljubljenček pes ga je bilo treba rešiti kot ena domača žival. Na vaji je bilo 13 gasilcev, iz PGD Kranjska Gora pa 2 vozila. Z izvedbo vaj je bil zadovoljen tudi poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar. Z današnjo vajo in pa še z nekaj vajami v tem tednu prehajamo v sklepno in seveda zadnjo fazo naših gasilskih priprav, izobraževanj in ostalih aktivnosti. Namreč mesec oktober, kot veste, mesec požarne varnosti, je mesec, kjer gasilci in pa seveda tudi občani posvečamo toliko večjo varnost, toliko večjo pozornost požarni varnosti. Seveda tudi današnja vaja je ena izmed teh, ki so izvedli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora. In moram reči, da vse te vaje, ki so se dogajale v teh dneh v mesecu oktobru, so izredno dobro uspele. Gasilci, seveda člani, so pokazali svojo dobro pripravljenost in tudi znanje tako na operativnem področju, kot tudi pri delu z gasilsko tehniko. No, in prav gasilska tehnika je ena izmed tistih stvari, brez katere tudi gasilci v današnjih časih ne moremo. Gasilska zveza oziroma poveljstvo Gasilske zveze je v preteklem tednu imelo tudi sestanek, kjer smo obravnavali tudi program opremljanja za naslednje 5-letno obdobje. Tu moram zelo jasno povedati, da smo ta trenutek v situaciji, kjer nimamo gasilske lestve. Certifikat je potekal in tudi zaradi svoje starosti je nerentabilno vlagati v to lestev. Na tem področju bomo seveda morali
kar nekaj korakov storiti v smeri, kako naprej brez gasilske lestve. Namreč prva gasilska lestev je na Jesenicah, torej 20-25 minut po začetku intervencije. To je pa lahko za predvsem Kranjsko Goro in visoke objekte in tudi hotele, tudi dom za ostarele lahko že problematičen čas. Skratka, oprema kot takšna je ta trenutek dobra, zadovoljiva, dobro vzdrževana in seveda tudi to bomo v naslednjih dneh preverili, namreč po zaključku teh vaj obdobja oktobra bomo imeli v začetku novembra tudi pregled gasilskih društev in pregled seveda dejavnosti gasilskih domov, gasilskih društev in tako bomo tudi ocenili, kako so društva delala preko celega leta. Ne samo na področju vaj, tudi na področju izobraževanj, tudi na področju tekmovanj in seveda tudi ocenili stanje opreme po posameznih društvih. Seveda, če me vprašate, kako naprej. Gasilska zveza Kranjska Gora, tako kot sem že rekel, je pripravila načrt, poveljstvo je pripravilo načrt, kako si predstavljamo seveda opremljanje gasilskih društev v bodoče. To bo seveda obravnavalo tudi predsedstvo oziroma upravni odbor Gasilske zveze in seveda ustrezen predlog bomo podali tudi občini Kranjska Gora oziroma županu občine Kranjska Gora. Intervencije, moram reči, da svoje delo upravlja res dobro in ti čestitam. Ena majčkena pozornost zate. Ja, hvala lepa. Bodoče. Ja, lej, to je bila moja tako prva. Ampak je bila dobro upravljena. Ja, lej. Vsaki stvari se nekaj naučiš. Ja, hvala lepa. No. V Bohinju so se v četrtek na redni seji sestali občinski svetniki in svetnice. Župan Franc Kramar takole o novem pravilniku o priznanjih. Ja, zaenkrat ga še nimajo. Prvo branje so svetniki upravili. Jaz mislim tudi, da je nastopil čas, da se določene stvari spremenijo. Mislim, da je to zelo smiselna pobuda, da se spremenijo odlok o priznanjih občine Bohinj. Vedeti moramo, da odkar je občina Bohinj ima en odlok, v tem času so se dogodile spremembe in povzetek teh sprememb je, moram reči, da je zelo kvalitetno pripravljen ta odlok. Pripravila ga je volilno-mandatna komisija in je tudi bila predlagatelj. In upam, da ko bo sprejet, seveda, da bo dal eno dobro pravno podlago za to, da bo občina Bohinj dejansko lahko nagrajevala tiste, ki so si bo priznanje pač zaslužili. Govorili so tudi o cenah komunalnih storitev. Moram reči, da je to zelo ena taka težka točka. Danes podražitve v teh časih seveda niso dobrodošle. Elaborat smo sicer sprejeli, nismo pa sprejeli višino subvencije, ker bomo na eni izmed naslednjih sej skušali najti en dober kompromis med višino subvencije, ki bo seveda z subvencijo se bo pač oblikovala tudi nova cena za komunalne storitve. Take stvari se ponovadi delajo zelo stresočo roko. Treba se je zavedati nekaj, da ima občina Bohinj veliko geografsko območje, da ima, bom rekel, zadnja leta zelo bogato že opremljeno komunalno infrastrukturo, da živi v tej občini 5200 prebivalcev, da je amortizacija od teh nove čistilne in pa seveda kanalizacije pač velika in moja želja je, da so svetniki modri in da damo kot občina subvencijo k tem cenam, da ne bojo prizadele naših občank in občanov. Bilo mi je očitano, da sem zavlačeval z elaboratom, da bi mogel biti že bistveno prej sprejet v prejšnjem mandatu, s tem se ne morem strinjati. Jaz osebno sem naklonjen temu, da se ne vršijo podražitve in sem pravzaprav do konca vztrajal pri tem, da ne bi prišlo do podražitev. No, zdaj elaborat je sprejet. Jaz bom še enkrat z občinsko upravo in pa strokovnimi sodelavci pregledal opcije in potem predlagal občinskemu svetu tako subvencijo, ki ne bo drastično posegla v ceno komunalnih storitev, ampak bo nekje sprejemljiva za občanke in občane.
Kar se tiče gospodarstva, tukaj so gledano temu treba vedeti, da so obremenitve velike. Bom poskušal pridobiti mnenje za Ministrstvo za okolje in prostor, kako gospodarstvu pomagati, da jih nova cena ne bo preveč udarila. In zato menim, da je bila pametna odločitev, da se je elaborat sprejel, višina subvencije pa se premaknila na eno izmed naslednjih sej. Drage gledalke in gledalci, zdaj le bomo pregledali še, kaj vse se nam obeta v prihajajočih dneh. V Ljudskem domu v Kranjski Gori je do 1. novembra od 10 do 16 na ogled razstava Pisma s fronte 1914 do 1945. Jutri od 19 do 22 turistično društvo Gozd Martuljek pripravlja Kostanjev večer. V okviru projekta Moj kino bodo v sredo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled ob 10:30 sinhronizirana animirana komedija Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov, ob 17 film Nika, ob 18:30 pa še komedija Prhostar. Prihodnji teden bo kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora pripravilo že 19. Lavtižarjeve dneve. V četrtek, 3. novembra ob 19:30 bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori nastopila vokalna skupina Baseless. V petek ob 19:30 pa bosta zbranim predavala Matjaž Čampa in Toni Vencel. Slišali in videli boste, kako sta doživela 170 km teka okrog Mont Blana. V soboto, prav tako ob 19:30 bo na ogled zabavna drama Najlepše, najboljše, najbolj slečene. V nedeljo 6. novembra ob 11. pa bodo na svoj račun prišli še otroci, ki si bodo lahko ogledali glasbeno predstavo Smradek. V petek ob 18. bodo v razstavnem salonu Kulturnega doma na Slovenskem Javorniku odprli prvo samostojno slikarsko razstavo amaterske slikarke Majde Gašperin. V Kulturno-umetniškem društvu Gozd Martuljek so pripravili igro z naslovom Dobrodošli na Luni. Premiera bo v soboto ob 19. uri v dvorani gasilskega doma v Gozdu Martuljku. Igrajo Špela Vidmar, Andraž Jerovšek, Zoran Robič, Lea Cencel, Tadej Pavlović, Cvetka Pavlovčič in Domen Zupančič. Gledališka predstava Dom na Kredarici bo v Kulturnem domu na Dovjem na ogled v soboto ob 20. V soboto in nedeljo Društvo mladih Kranjska Gora pripravlja dvodnevno likovno delavnico Izdelava mozaika. Novembra bodo po kranjskogorski občini potekali zbori občanov, in sicer 7. novembra v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, 8. novembra v Gasilskem domu v Podkorenu, 10. novembra v dvorani Gasilskega doma v Gozdu Martuljku, 16. novembra v dvorani Krajevne skupnosti Rateče Planica in 17. novembra v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Začnejo se ob 18. Drage gledalke in gledalci, to je vse v današnji kroniki tedna. Počitnikarjem seveda želimo prijetne krompirjeve počitnice, vsem skupaj pa mirne praznike, ki so pred nami. Nasvidenje.